Kljub digitalizaciji v elektrotehniki se ne moremo popolnoma izogniti analognim linearnim in nelinearnim vezjem. Vezja so sestavljena iz uporov, tranzistorjev, diod, kondenzatorjev, tuljav in drugih elementov. Najpreprostejši primer vezja, sestavljen iz dveh uporov, predstavlja napetostni delilnik. Ti se uporabljajo za slabljenje signalov, določanje delovnih točk polprevodniških nelinearnih elementov ali integriranih vezij. Notranja upornost vira tvori z upornostjo bremena napetostni delilnik, kar povzroča izgube signala. Kadar želimo, da breme od generatorja prejme največjo moč, mora biti breme prilagojeno. To je takrat, ko je upornost bremena enaka upornosti generatorja. Pri povezovanju aktivnih vezij, ki vsebujejo ojačevalnike, pa stremimo k temu, da je upornost generatorja manjša od upornosti bremena. V akustiki amplitude signalov ponavadi podajamo na logaritemski skali, in sicer z decibeli. Razloga za to sta logaritemsko zaznavanje glasnosti jakosti zvoka s strani ušesa in velik razpon števil v razmerju 1:100.000, ki se tako preprosteje izraža v okviru med 0 in 100 decibeli. Decibel je logaritemska enota za razmerje signalov ali ojačanje. Uporablja se za prikaz nivoja akustičnih in električnih signalov v primerjavi z referenčnim signalom. Pozitivni predznak pove, da je primerjani signal večji, negativni pa, da je manjši od reference. Prvi Kirchhoffov zakon. Vsota vseh tokov v vozlišču je enaka 0. Pri tem so tokovi, ki pritekajo v vozlišče, pozitivni, odtekajoči tokovi pa negativni. V vozlišču je vsota pritekajočih tokov enaka vsoti odtekajočih tokov. Drugi Kirchhoffov zakon. Vsota vseh napetosti znotraj sklenjene zanke je enaka 0. V zanki izberemo smer opazovanja napetosti, na primer smer urnega kazalca. Napetosti označimo s puščico. Puščica je usmerjena od pozitivnega pola proti negativnemu polu napetosti. Če se smer puščice ujema s smerjo opazovanja, naj bo napetost pozitivna, v nasprotnem primeru pa negativna. Ohmov zakon pravi, da sta padec napetosti na uporniku in tok, ki teče skozenj, premo sorazmerna. Faktor sorazmernosti je pri tem upornost. Upor je lastnost upornika in se pri danem uporniku ne spreminja. Enota za upor je ohm. Atenuator je elektronska naprava, ki zmanjšuje moč signala, brez da bi izkrivila njegovo valovanje. Deluje ravno nasprotno kot ojačevalnik, ki ojačuje moč signala. Spada pod pasivne elektronske vire in se v tokokrogih uporablja za zniževanje napetosti, odvajanje moči in izboljšanje usklajenosti impedenc. Prilagojeno breme in maksimalna moč. Zanima nas največja možna moč, katero breme prejme iz vira, oziroma moč, ki jo vir posreduje bremenu. Maksimalna moč P max je Ug2/4Rg, v bremenu je dosežena pri toku Ug/2Rg, ki je tolikšen takrat, ko je upornost bremena enaka notranji upornosti vira, Rb je Rg. Takrat je breme prilagojeno na vir in takrat vir odda vso razpoložljivo moč. Delilnik napetosti sestavljajo trije zaporedno vezani upori s skupno upornostjo 467 ohmov.
računalniku zaženemo program REV in odpremo okno generator in nastavimo frekvenco na 1000 Hz, RMS nivo pa na -3 dB Fs. Z osciloskopom izmerimo napetost UG, U1 in U2. Decibelske vrednosti signalov izmerimo z REV programom v oknu Levels. Odpremo tudi okno RTA. Prikaže se graf odvisnosti amplitude od frekvence. Mikrofonski vhod, vhod za osciloskop in aktivni zvočnik zvežemo vzporedno. S pretikanjem črtkaste povezave na UG, U1 in U2 sočasno opazujemo signal na osciloskopu, računalniku in poslušamo na zvočniku. Na izhod za slušalke priključimo uporovno dikado, osciloskop in 10 kiloohmski upor, ki ga povežemo na mikrofonski vhod računalnika.
Na računalniku poženemo program REV. Odpremo okno generator in nastavimo frekvenco na 1000 Hz, RMS nivo pa na -6 dB Fs. Uporabimo drsnik za glasnost in nastavimo napetost odprtih sponk U-out na 0,5 V. Nastavimo dekado RL tako, da bo U-out enak UG vlomljeno z 2. Za zanko zapišemo enačbo po drugem Kirchhoffovem zakonu. Nato določimo zvezo med RL in RG in vrednost bremena, pri kateri se troši največja moč. Določimo moč, ki se troši na prilagojenem bremenu. Izrazimo razmerje U-out je UG vlomljeno z 2 v decibelih. Galvansko povezavo med dvema točkama običajno smatramo kot idealno povezavo, kratek stik. Relativno majhno upornost žice v večini primerov res lahko zanemarimo, saj nima večjega vpliva na delovanje vezja. Upornosti žice pa ni vedno mogoče zanemariti. Kadar imamo opravka z velikimi tokovi kot tok zaganjača pri zagonu avtomobilskega motorja ali zelo majhnimi signali, kot so signali mikrofona, moramo upoštevati tudi razmeroma nizke upornosti žic velikostnega reda desetinke ohma. Kot primer vzemimo koaksialni mikrofonski kabel, ki povezuje mikrofon z ojačevalnikom. Ena žila prenaša signal mikrofona, po drugi žili napajamo LED diodo, ki signalizira vklop mikrofona. Oklop kabla je skupen za mikrofonski signal in povratni tok LED diode. Upornost oklopa je 0,1 ohma. LED diodo napajamo z nestabiliziranim diodnim usmernikom 12 V. Ta poleg enosmerne komponente vsebuje izmenično napetost brnenja z efektivno vrednostjo 350 mV. Tok LED diode teče po vklopu mikrofonskega kabla in na njem povzroča padec napetosti. Enosmerna komponenta te napetosti ne vpliva na audio signal, ker jo blokira kondenzator na vhodu ojačevalnika. Izmenična komponenta pa se prišteva mikrofonski napetosti in povzroča brnenje v zvočniku. V danem primeru je vzrok za slabo razmerje signal-šum nestabilizirana napetost napajalnika, ki predstavlja moteče brnenje v zvočniku. Težavo pri večžilnem koaksialnem kablu odpravimo tako, da prekinemo povezavo LED diode z oklopom in jo priključimo na prosto žilo kabla. Razmerje signal-šum samega mikrofona je velikostnega reda 70 dB. Vsaj takšno razmerje pričakujemo tudi od ostalih vmesnih komponent v verigi do zvočnika. Izračunano razmerje 33,6 dB je precej slabše od značilnosti mikrofona in kvarno vpliva na skupno razmerje signal-šum.